To, kar dela našo deželo ob Muri prekrasno, je narava. Zelo visoko stopnjo biotske raznovrstnosti, tako glede ekosistemov kot različnih rastlinskih in živalskih vrst v njih. V javnem zavodu Krajinski park Goričko preko najrazličnejših projektov ščitijo naravno bogastvo, ohranjajo naravno ravnovesje in raznovrstnost živih organizmov ter varujejo redke, dragocene in znamenite primerke živali. Enega od večjih projektov zaključujejo v tem letu, kar nam je pojasnila Stanka Dešnik, direktorica javnega zavoda Krajinski park Goričko. Gre za projekt z akronimom Gorička krajina in za vzdrževanje kmetijske krajine za ohranjanje metuljev in ptic, ki so še na Goričkem zmeraj prisotne. Želimo jim povečati življenjske prostore, v prihodnosti zagotoviti njihovo preživetje in v tem projektu smo izvedli res veliko ukrepov, ki so zelo raznoliki in se dotikajo ohranjanja sadovnjakov, ohranjanja obnove travnikov, ohranjanja tudi oziroma nameščanja prež za ptice, vzpostavljanje zaškrlatnega kukuja, dreves, ki odmirajo. Zdaj, številne drobne ukrepe, ki peljajo vsi v en cilj, ohraniti Goričko živo kot krajino, kot mozaično krajino in pa seveda biotsko pestro za naslednje obdobje oziroma prihodnost naših rodov. Podrobneje je projekt Gorička krajina, ki gre k koncu, predstavil Gregor Domajnko, vodja projekta. V letošnjem letu novembra meseca bomo zaključili projekt Gorička krajina, ki je trajal od decembra leta 2017, torej 4-letni projekt v vrednosti 1 800 000 približno, z 4 zaposlenimi, ogromno aktivnostmi, kot je že direktorica omenila, predvsem na temo ohranjanja različnih vrst ptic, metuljev, hroščev in netopirjev. V okviru projekta je naša največja, najpomembnejša aktivnost obnova zapuščenih, neohranjenih travnikov. Namreč obnavljamo 104 hektare travnikov, ki smo jih deloma odkupili. In po 3 letih in pol, oziroma po 3 košnjah med 2018 in 2020 ugotavljamo, da so spremembe vidne. Bomo pa letos v okviru tega projekta v maju in juniju mesecu te travnike tudi popisali, oziroma jih bodo strokovnjaki popisali in bodo potem povedali na podlagi popisov, kakšni so strokovni rezultati projekta. Vse ostale aktivnosti so dolgoročne aktivnosti, torej se bodo učinki poznali v prihodnje, predvsem recimo pri sadni sadovnjakov, ki je res dolgoročni ukrep, torej sadna drevesa, ki jih zdaj sadimo, bodo življenjski prostor oziroma bodo nudila dupla za približno 40, 50, 60 let v prihodnosti. Torej, več ali manj so vsi ti ukrepi vezani na dolgi rok. Zanimalo nas je, katere živalske vrste so kljub nekaterim pomembnim izboljšavam v Krajinskem parku Goričko najbolj ogrožene. Pri tem bi omenil predvsem velikega skovika ali čuga, kot mu pravijo domačini, ali pa recimo smrlokavro, upkaša, ki sta z odmiranjem ali pa nerabo teh travniških visokodebelnih sadovnjakov izgubila veliko dreves oziroma dupel, ki so v drevesih. Število se zmanjšuje ali pa se je v preteklosti zmanjševalo. Ugotavljamo, da se zadnjih let število povečuje ali pa se izboljšuje, verjetno tudi zaradi različnih ukrepov, ki jih izvajamo skupaj tudi z drugimi službami. In pa seveda ogrožene so različne vrste metuljev, ki živijo na teh travnikih. Ti travniki so ali bolj intenzivno rabljeni zaradi sprememb v načinu kmetovanja zadnjih približno 20 let, ali pa recimo opuščanju rabe. In pri tem v bistvu mi skočimo z različnimi ukrepi, kot je recimo sklepanje pogodb za košnjo travnikov pri lastnikih teh travnikov, z puščanjem recimo nepokošenih pasov med junijem in septembrom in pa seveda ob primernem času košnja teh travnikov, ki so recimo življenjski prostor travniškega postavneža, različne vrste mrliščarjev in podobno. Ugotovili smo namreč v preteklosti, da imamo travniškega postavneža eno najbolj ogroženih vrst metuljev samo še na enem območju. In na tem območju smo mi odkupili del travnikov z lastniki travnikov, kjer pa travniški postavnež
je ali pa recimo odlaga jajčeca, pa smo sklenili dolgoročne pogodbe. Cilj ustavitve izgubljanja biotske raznovrstnosti ter izboljšanja varstvenega statusa za določene vrste rastlin in živali sta v javnem zavodu Krajinski park Goričko primarna cilja tudi v prihajajoči finančni perspektivi 2021-2027. Direktorica Stanka Dešnik. Projekt za naslednjo perspektivo imamo že pripravljen, ki ga je seveda korona v lanskem letu za nekaj časa zaustavila. Projekt se nanaša na obnovo mokrišč. Goričko vemo, da je zelo sušna regija in ravnanje z vodo je tukaj izjemnega pomena, ne samo za živi svet, se pravi rastlinske in živalske vrste, ampak tudi za ljudi. Tako smo projekt že spisali in čakamo na potrditev na Ministrstvu za okolje in pa seveda na dodelitev sredstev iz regionalnih spodbud, iz Evropskega sklada, podobno kot je to projekt Gorička krajina. Z izgubljanjem biotske raznovrstnosti, ki je posledica predvsem delovanja nas, ljudi, izgubljamo redke rastline in živali. Za te smo, ko govorimo o odnosu med človekom in naravo, še posebej odgovorni, saj so zelo ranljive in občutljive za nepremišljene posege v naravo. Ohranjajmo življenje in bogastvo narave za prihodnje rodove.